V Sloveniji zaradi predlaganih varčevalnih ukrepov vlade poteka splošna stavka javnega sektorja, v kateri naj bi se delovalo od 80 do 90 tisoč javnih uslužbencev, ki se udeležujejo protestnih shodov v večjih mestih. Po podatkih Sviza stavka okoli 39 tisoč zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Ker je v šolah in vrtcih po podatkih sindikata le okoli 2900 otrok, menijo, da so tudi starši podprli prizadevanja sindikatov. V tokratni stavki, ki je po jeseni 2010 druga splošna stavka v javnem sektorju, sodeluje 23 sindikatov. Vlada je napovedala, da ne bo pokrila stroškov stavke, čemur pa sindikati seveda nasprotujejo. Zakaj ste prišli na protest? Zakaj ste se ga udeležili? Skrajni čas je, da vlada vidi, na kakem robu preživetja smo mi, ki delamo v javnem sektorju. Če bi oni bili na naših mestih in imeli naše plače, mislim, da bi drugače razmišljali. Zdaj pa je s polno malho, ki jo oni dobivajo vsak mesec, lahko se norca delati z navadnih ljudi. Mislim, da je stavka sigurno upravičena. Od vlade pa smo pričakovali, da bo prišel. Pa vidim, da ni nobenega. Zato, ker mislim, da je skrajni čas, da se tudi učitelji zbudimo in zganemo, da dobimo svoje pravice, ki nam pripadajo. Pogajanja sindikatov z vlado o stavkovnih zahtevah se bodo nadaljevala popoldne. Kot je znano, sindikati zahtevajo, naj vlada umakne po njihovem mnenju nepravične ukrepe, ki razgrajujejo socialno državo, ohrani dosežene standarde kakovosti javnih storitev ter da ne odpušča in znižuje plač javnih uslužbencev. Poleg znižanja plač javnim uslužbencem in funkcionarjem, varčevalni ukrepi vlade med drugim predvidevajo znižanje bolniškega in porodniškega nadomestila, otroškega dodatka in letnega dodatka za upokojence. Vlada je med številnimi ukrepi predvidela tudi ukinitev brezplačnega vrtca za drugega otroka, spremembo normativov v izobraževanju in omejitev števila dni dopusta. Na stavkovni dan pa se je vlada odpravila na obisk regije. Gostovanje v Spodnjem Podravju so tradicionalno začeli z dopoldanskim delovnim posvetom vlade na Ptuju. Glavni del vladnega obiska regije, ki ima v večini kazalnikov z področja gospodarstva in zaposlovanja rezultate pod slovenskim povprečjem, je namenjen srečanjem predsednika vlade in posameznih ministrov s predstavniki podjetij, občin, obrti, upravnih enot, sodnih, šolskih in drugih ustanov. Ob zaključku obiska se bo del vlade s premierjem na čelu na Ptujskem gradu srečal z župani, gospodarstveniki, poslanci in državnimi svetniki z tega območja. Drugi del vladne ekipe pa bo imel enako srečanje v Ormožu. Že včeraj pa se je predsednik vlade Janez Janša srečal z vodstvom podjetja Boxmark iz Kidričevega. Vodstvo družbe je Janši predstavilo podjetje in uspehe zadnjih let. Družba zaposluje 1900 delavcev in je lani ustvarila 134 milijonov evrov prihodkov. Kljub krizi je v zadnjih 3 letih za naložbe in razvoj namenila 15 milijonov evrov. Predsednik uprave družbe Marjan Trobiš pa je po sestanku pokomentiral tudi današnjo stavko. Jaz moram reči, da je za mene ta zadeva enostavno pretirana. Trenutno moramo vsi sklestiti to, kar je gospodarsko 2 leti nazaj naredilo. Je potrebno, da tudi javni sektor da javni sektor temu tudi sledi in po mojem je to neobhodno. Državni zbor nadaljuje obravnavo predloga novele insolvenčnega zakona, s katero naj bi povečali možnosti za ohranitev zdravih jeder ter dodatno zaščitili upnike in delavce. Na dnevnem redu so tudi spremembe na področju digitalne radiofuzije. S predlogom novele želi vlada doseči, da RTV Slovenija v svojem omrežju digitalne prizemne televizije ne bo več gostila komercialnih programov. S tem naj bi tujim investitorjem poslala signal, da bomo v Sloveniji do njih korektni. Prav to je namreč povzročilo napoved odhoda norveškega Norkringa, upravljavca drugega komercialnega omrežja. Po dnevu premora se danes v Ljubljani nadaljuje svetovno hokejsko prvenstvo divizije 1. Največ pozornosti domačih ljubiteljev hokeja bo veljalo večerni tekmi slovenske izbrane vrste, ki si bo prizadevala za 3. zmago na tem tekmovanju. Ob 20. uri se bo v dvorani Stožice pomerila z Madžari. Na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju bo delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperaturo čez dan bodo od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj Celzija. V petek in soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, pogosteje bo deževalo na zahodu, drugje bo dežja manj. Še bo pihalo, v soboto nekoliko manj.
V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Podrobneje bomo pogledali, kako so stavkali na meji, v šolstvu in zdravstvu. V domu za upokojence in na univerzi so poskrbeli za brezplačno varstvo otrok stavkajočih. Gledališče Gnosis mariborske druge gimnazije se v najnovejši predstavi spoprijema z dramo absurda. Bodite z nami ob 18.